Z nami je Timi Karner iz Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, ki je od letos ponosna lastnica robota Nao. Kaj počne robot Nao? Naotova naloga je, da poskrbi, da se učenci ali študentje naučijo programirati humanoidne robote. Tako da lahko se ga programira na več nivojih, ima to tisto osnovno programiranje, ki v bistvu grafično programiranje, samo vzameš blokec, staviš notri, rečeš pojdi, naprimer 5 korakov naprej, pojdi levo, pojdi desno, vsedi se vstani, to so tisti osnovni blokci. Če pa hočeš kaj naprednejšega, lahko pa greš potem v blokec notri, in osnova je pa temu Python jezik. Tako da trenutno mi imamo ga za poučevanje oziroma za promocijo. Kakšne naloge oziroma aktivnosti pa so mu že dali študentje? Kakšen je najnaprednejši projekt do sedaj? Do zdaj je v bistvu bolj kot ne bilo vse na gibanju. Nekaj smo probavali z kamero, ampak pri kameri je pa problem, da takoj, ko ni prava svetloba, ko ni prava osvetlitev, ne zazna več objekta, ne vidi v redu, in potem se zgodi, da pač ne naredi tistega, kar bi mogel. Podobno je z mikrofonom oziroma z glasovnim vodenjem. Lahko mu rečeš, Nao, pojdi naprej, ampak zdaj, ko smo tukaj v taki dvorani, polno ljudi, on tega ne bo razumel. Poleg tega ukaze, ki jih razume, so pa večino v angleščini ali v francoščini oziroma teh večjih jezikih. V slovenščini trenutno še ni teh ukazov. A s humanoidnim robotom delajo vsi študenti na fakulteti? Ne, v bistvu nimamo direktno vključenega v študijski program, ampak je posredno vključen samo na nekih projektih, tako da približno 5-6 študentov dela na avto trenutno. Kakšni so pa vaši načrti za prihodnost? Ja, v bistvu tukaj imamo prosto pot, domišljija, kaj nam bo predvsem domišljija študentov, ker tukaj moram reči, da imajo kar domišljijo študenti, malo bolj kot mi, da hvala Bogu. Ampak ja, predvsem na to kamero pa na glasovno vodenje se bomo osredotočili. Kako obsežen pa je program robotike na vaši fakulteti? Ja, lahko rečem, da v bistvu imamo kar obsežen program. Imamo 3 robote, enega najstarejšega, mestnega, pa najnovejšega, to je od podjetja ABB, ta je letnik 2016, tako da mi v bistvu študente peljemo od razvoja, začetka do v bistvu najnovejše tehnologije, da vidijo tale potek. Poleg tega lahko rečem, da jim damo neko osnovno znanje o programiranju robotov, kaj naprednega je pa potem treba narediti ali diplomska naloga, ali razni projekt, ali pa potem v industriji, ko se specializirajo. Tako da osnovni, lahko rečemo temu, izpit za upravljanje z robotom in mi damo. Industrijski forum je z vidika obiskovalcev mešanica študentov in ljudi iz industrije. Kdo se najpogosteje ustavi na vašem razstavnem prostoru in kaj ga zanima? Ja, v bistvu skoraj vsi, tako študenti kot obiskovalci, kot industrialci, vsi pridejo malo pogledati. Nao še vedno ni toliko prepoznaven, kot bi lahko bil, te humanoidni roboti. Tukaj gre predvsem za socializacijo robotov, predvsem teh humanoidnih, v samo človeško okolje. Tukaj ne mislim več industrije, ampak v bistvu doma, imaš tudi doma zdaj imamo že te že pametne sesalce oziroma sesalce robote, ali pa kosilnice robote, teda to je že tudi en del TV. Ampak načeloma, vsi, kaj jih zanima, najbolj jih zanima, kaj zmore, pa če lahko kuhni kaj pomaga. Bodo humanoidni roboti nekoč naši prijatelji in če, kdaj? Prijatelji, vprašanje, pomagači, definitivno, Jaz se rajš ne bi čustveno navezal na stroj, to je še vedno stroj. Čeprav ima tak obrazek, pa je prijazen, ampak kot pomoč, kdaj? Ko bo cenovno dostopno, tako bom rekel. Zdaj pa, kdaj pa bo to časovno, pa ne bi znal povedati. Timi, najlepša hvala za vaše odgovore, vaš čas in obilo uspešnega dela s humanoidnimi roboti še naprej.